Sledeči program je posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Spoštovani gledalci in gledalke, prosimo, pišite nam, ali so vam všeč poučevanja Joyce Meyer, da jih bomo lahko še naprej predvajali za vas, in kakšne čudovite stvari je storil Bog v naših življenjih na naslov. Exodus TV, Radovanova ulica 2, 2000 Maribor. Naročila za DVD ali knjigo sprejemamo na telefonsko številko 064 118 001. Več o delu Joyce Meyer najdete na njeni spletni strani www.joycemeyer.org. Vabljeni k ogledu. Povem vam, da je toliko ljudi na svetu jeznih. In sovražiti pomeni, kot da bi spili strup in upali, da bo vaš sovražnik umrl. Vendar to prizadene le vas. Govorim o sadovih duha. Ljubezni, veselje, mir, potrpežljivost, prijaznost, dobrota, zvestoba, milina in samoobvladovanje. Danes bom govorila o prijaznosti in dobroti. Nekateri izmed vas prestajajo zelo težke situacije v svojem odnosu. Zavedam se tega. Vendar vam bom povedala resnico. Ne bo vam prav nič koristilo, da boste zagrenjeni v zameri in boste dopustili, da postanete slabi zaradi vaših težav, hudobni, neokretni in trdosrčni. Karkoli storite, ne dopustite nekomu drugemu, da ste zaradi njega slabši in trdi. Takšna sem bila sama, ker me je v otroštvu moj oče zlorabljal. Moj oče je bil preprosto zloben, to je vse, kar lahko o njem povem. Bil je slab. Po 18 letih tega sem bila tako trdosrčna, zaprta vase in neokretna, mrtva v sebi. In nisem vedela, kako bi se na tak način obnašala. Preden sem se lahko naučila, da bi po meni delovala Božja milost, preden sem se naučila, da deluje Bog po meni, sem se najprej morala naučiti prejemati od Boga. Porabila sem leta in leta, da sem dopustila, da je Bog ljubil mene, mu dopustila, da je do mene potrpežljiv, usmiljen, nežen. Spodbujam vas, da se pričakovanjem razodene Božja dobrota v vašem vsakdanu in bodite tudi trdni v tem, da deluje po vas. Kar je od Boga, mora biti za vas in po vas. Če vas kaj obsoja, da bi se morali bolj lahkotno obnašati, zakaj ne naredite načrta z Bogom, da se boste trudili razvijati sadove svetega duha? Kajti tako ne boste ostri, trdi v odnosih, ne boste se naslanjali na pravila, ne boste neokretni in razočarani vsakeč, ko ne bo po vašem. Rekli boste, pričakujem, da mi boste danes podali Božjo besedo. Upal sem, da mi boste povedali, kako naj se znebim svojih problemov. No ja, v redu, mislim, da sem na pravi poti. Amen. Matej 9:13 govori: Pojdite in se naučite, kaj pomeni usmiljenje. Kološanom 3:12. Kot Božji izvoljenci od Boga izbrani njegovi predstavniki. Vi ste Kristusovi predstavniki v svetu. In on pravi, da se morate primirno obleči. In on ne govori o vašem zunanjem oblačenju, o zunanjih oblačilih. On govori o vaših navadah. Vi, ki ste očiščeni, sveti in ljubljeni od samega Boga, si v obnašanju nadenite srčno usmiljenje, dobrohotno čutenje in ljubeznivo mišljenje o samem sebi, kar pomeni, da mislite dobro o sebi. To pomeni, da si ne domišljate, da ste kaj boljši od drugih. Eden izmed vzrokov, zakaj včasih zlorabljamo ljudi, je, ker si mislimo, da smo boljši od njih.
Zato si torej dobrovoljno oblecite usmiljenje, ki se ne utrudi in vztraja. Prenašajte drug drugega in odpuščate drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščate. Dobrotljivost, ponižnost, krotkost in potrpežljivost. 14. vrstica govori o ljubezni. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, vez, ki dela vse popolno. Kako naj do tega pridemo? Če se vrnemo k prvim vrsticam tega poglavja, najdemo odgovor. Če ste ostali s Kristusom v novem življenju, ko ste deležni njegovega vstajanja od mrtvih, potem si prizadevajte za bogate in večne zaklade, ki so odzgoraj, kjer sedi Kristus na desnici Gospodovi. Postavite svoj rada imam to, postavite svoj in ga takšnega obdržite za to, kar je zgoraj, torej za boljše stvari in se ne stegujte za tem, kar je na zemlji. Toliko bolje bi bilo, če bi postavila svoje mišljenje o dobrih stvarih, ki jih stori David, namesto da se osredotočim na nekaj stvari, ki jih napravi, vendar bi sama želela, da jih ne bi storil. Zame bo toliko boljše, če bom mislila na to, kaj lahko storim za nekoga drugega, namesto da premišljujem o tem, kar drugi niso storili zame. Toliko bolje bi bilo, če bi premišljevala o tem, kako bi lahko postala za nekoga blagoslov, kot pa da bi premišljevala o nekem problemu, ki se ga imela 12 let in še vedno traja. Danes vam hočem povedati, kako si lahko pomagate. Hočem vam povedati, kako lahko nenadoma povečate svoje veselje in potem lahko tudi na Božji obraz prinesete nasmešek. Ali se kdo počuti v obsodbi? Postavite svoj Postavite svoj na stvari, ki so zgoraj. To ne pomeni, da posedete naokrog in mislite na oblačke in na angelčke in na biserna vrata in zlate ceste. Dajte no, ne pretiravajte. Postavite svoj da boste razvili Božjo osebnost. Postavite svoj da bi mislili tako, kot misli Bog, da boste rasli v Bogu in boste v svetu delovali tako, da ga boste dobro predstavljali. Ne samo, da si nalepite ribico na svoj avto in se potem obnašate kot ves preostali svet. Veste, če hočete, da vas Bog uporabi, je najhitrejša pot v rasti Božjega kraljestva, da se osredotočite na sadove Svetega Duha. Mojzes je bil potrpežljiv in prijazen do Izraelcev, pa čeprav so ga obsojali za vse mogoče nesreče in so neprestano mrmrali in godrnjali. Po resnici povedano ne razume, kako jih je ta človek sploh prenašal. Vendar veste kaj? Mojzes ni bil takšen od začetka. Veste, kako je on postal takšen? 40 let je preživel v nekakšni divjini. Stvar, ki se mi zdi zanimiva, da nam Sveto pismo ne pove ničesar o tem, kaj se je dogajalo med Mojzesom in Bogom vseh teh 40 let, razen tedaj, ko ga je Bog poklical, da bi odrešil svoje ljudstvo. Sveto pismo pravi, da je Mojzes najbolj pohleven človek na površju zemlje. Veste, kaj vas napravi občutljive? Vaše lastno osebno trpljenje. Ko greste skozi nekaj, kar je tako boleče, da vam prevrača drobovje in si mislite, da sploh ne boste mogli prenesti. In ko pridete ven iz tega, bi morali biti bolj mehkega srca, z večjo lahkoto lahko jokate. Bolj boste pazljivi, da ne ranite koga na hitro, bolj boste pazljivi, kaj rečete ljudem. Ali pa vse to prehitro mine in smo ponovno zakrknjeni. Vendar potem nam bo Bog poslal še eno lekcijo. Ne vem, kaj se je dogajalo z Mojzesom teh 40 let, vendar vem, da je to življenje dramatično in radikalno spremenilo. Tudi ko ste ga Mirjam in Aron obsojala in ko je Mirjam postala gobava, ker je govorila proti Mojzesu, je on molil, da bi jima Bog odpustil in jo ne bi kaznoval. Mi sami bi mogoče rekli, prav jima je, Bog kaznuj ju.
Dajte no, včasih se nas skrivaj veselimo, ko se kaj zgodi ljudem, ki so nas prizadeli. Vendar karkoli se je zgodilo Mojzesu tam zunaj v puščavi, je prišel ven iz puščave takšen, da ni hotel nobenega prizadeti. Ni hotel, da bi kdorkoli trpel, da bi kogarkoli prizadel. Za nobenega ni hotel, da bi se počutil osamljenega. Tudi Jožef je bil isti. Velike svetopisemske žene in možje so razvili to kvaliteto. Ruta se je podobno obnašala do svoje tašče. Lahko bi jo zapustila in odšla v svojo deželo, da bi ji bilo dobro, vendar je rekla, ne grem, ampak bom ostala skupaj s taščo v bedi. Ne bom je pustila same. Ruta je končala tako, da je poročila najbogatejšega moža v deželi. Kristusovi rodovniki izhajajo iz nje. Mojzes je osvobodil Božje ljudstvo. Jožefa so njegovi bratje prodali za sužnja, lagali so o njem in ga zlorabljali. V zaporu je prebil 13 let za stvari, ki jih ni napravil, vendar vse, kar vemo o njem je, tako je prišel ven iz ječe, je bil zelo ljubezniv, prijazen in ponižen, ljubeč človek in je služil ljudem preostanek življenja. Ko so njegovi hudobni bratje, ki so mu toliko hudega prizadeli, med lakoto prišli k njemu in se mu poklonili, je na koncu rekel, moji bratje, ali sem jaz na mestu Boga? Ni moja naloga, da se maščujem. Pridite, jaz bom preostanek življenja skrbel za vas in za vse vaše najmlajše. Bodite dobri do nekoga. Pustite, da nekatere stvari gredo svojo pot. Na kogarkoli ste že jezni, ko ste danes prišli sem kaj, pustite, da to gre. Naj gre svojo pot. Veste, odpuščanje pomeni, da nekomu nekaj podarite. Ne odpustite zato, ker bi si to zaslužil, ampak storite zato, ker ste dovolj veliki, da to lahko storite. Povem vam, da je toliko ljudi na svetu jeznih in sovražiti je, kot da bi izpili strup in upali, da bo vaš sovražnik umrl. Vendar to prizadene samo vas. Danes se osvobodite in dopustite, da gredo stvari svojo pot. Na kogarkoli se jezite, dopustite, da grejo stvari svojo pot. Ni prav in ni pošteno. Nekdo je, ki bo to poplačal. Bog bo prinesel povračilo za vas. Bog vam bo dal odškodnino v vašem življenju. Bog vas bo nagradil. Bog me je poplačal za to, kar mi je storil moj oče, vendar sem mu morala odpustiti in sem morala zanj skrbeti, ko je bil star, vse do njegove smrti. In zaradi tega je prejel Kristusa, bil je krščen in sedaj vem, da je v nebesih. Za vas ni zmaga, če nekoga sovražite. Za vas ni zmaga, če ste na nekoga jezni. Veste, če je nekdo izkoriščevalski, to ne pomeni, da greste k njemu in ga povabite, da vas še bolj izkorišča, vendar ga ni treba zaradi tega sovražiti. Nehajte govoriti o tem, kar so vam storili in začnite govoriti o tem, kaj lahko vi storite za nekoga drugega. Ste me slišali? Nehajte govoriti o tem, kar so drugi vam storili in uporabite čas za to, da govorite, kaj lahko storite vi za koga drugega. Svetu moramo pokazati nekaj, ne samo govoriti. Tole bo težko za vašo meso. Ne govorim vam, da je enostavno. Povem vam, lahko napravite odločitev in nekomu odpustite. Potem jih danes zagledate in jih hočete kar oklufutati. Vendar sedaj pogledajte mene. Nekaj vam povem. Vi niste hudobni, če tako občutite. Bog vas vabi, da to čutite, ampak vkljub temu ravnate prav. To je trenutek, kjer vstopi Sveti Duh v vas. Bog nam da način, da ljubimo svoje sovražnike, da molimo za tiste, ki nas ranijo, da dopustimo ljudem, da stopijo v naše življenje, čeprav si tega mogoče ne zaslužijo. Da storimo nekaj za ljudi, ki nikoli ne storijo nič za nas. Delovali boste kakor Bog.
In morate delovati kakor Bog. Ne morete ravnati kot navadni, neodrešeni in neoživljene osebnosti. Ne moremo ravnati kot hudič, vendar pa lahko delujemo kakor Bog. Eden mojih najljubših odlomkov Svetega pisma so apostolska dela 10:38. Poglejmo te vrstice. Priznati moram, da zelo rada poučujem. Za vas imam pripravljeno domačo nalogo, ko boste zapuščali to predavanje. Poglejmo te verze. Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim duhom in z močjo. Hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z njim. Kaj mi je všeč pri tem odlomku? Jezus je vsak dan vstal, šel naokrog ter delal dobro. Mi vsi lahko vsak dan vstanemo in gremo naokrog. Veste, mi včasih preveč kompliciramo svoje krščansko življenje in se tako prizadevamo, da bi bili religiozni in pri tem pozabimo, da bi bili božji. Dajte no. Vi ste lahko tako zaposleni s cerkvenimi stvarmi, da niti nimate časa, da bi poslušali Boga. Ali ste to vedeli? On je hodil iz kraja v kraj in delal dobra dela. Dobrota. Bodite dobri do nekoga. Bodite prijazni, bodite ljubeznivi, odpustite ljudem, ko si tega ne zaslužijo. Ne zapravljajte svojega življenja s tem, da sovražite in ste jezni. Preden vas nekdo neha žaliti, že lahko napravite odločitev, odpuščam ti. Ljubezen verjame v najboljše. Morda vas niti niso nameravali raniti, ker ljubezen vedno verjame najboljše. Poglejmo Rimljanom 12. Ali ste v redu? Bog je dober. Vedno. In sedaj boste tudi vi ravnali, tako da boste dobri vedno. Ali niste navdušeni nad tem, da ko zapustite tale prostor, boste postali blagoslov za nekoga? Jaz komaj čakam, da najdem nekoga, kateremu bom v blagoslov. Pismo Rimljanom 12:17. Nikomur ne vračate hudega s hudim, ampak jemljite takšno mišljenje, kar je prav, primirno in vzvišeno, da boste brez graje pred vsakomur. Če je mogoče in če to zavisi od vas, živite v miru z vsakomer. Ljubljen ne klepa maščevanja, ampak pusti odprta vrata za Božjo jezo. Kajti pisano je, maščevanje je moje, jaz bom plačal, govori Gospod. Vendar, če je vaš sovražnik lačen, ga boste nasitili, če je žejen, mu dajte piti. Kajti, če boste tako delali, boste sesuli žerjavico na njegovo glavo. In da se ne bi mislili, sem že vedel, da obstaja način, da se maščujem. Če to dobro premislite, je ta žerjavica v resnici ljubezen. In tukaj je največja skrivnost v Svetem pismu. Vaše življenje se lahko spremeni z 21 vrstico. Ne dajte se premagati hudemu, temveč premagaj hudo z dobrim. Z dobrim. Prijaznost je takšen način, ki ga lahko gojimo do ljudi, ko smo jim pripravljeni odpuščati. Da nismo trdi do njih. Dobrota je takšno delovanje, da postanemo blagoslov v njihovem življenju. Galačanom 6:10 je zame življenjskega pomena. Z vami bom to delila in potem bomo končali. Vendar še nisem končala zdaj, zato nikar ne odhajajte.
To besedilo mi je spremenilo življenje. Torej, dokler so za nas odprte možnosti in priložnosti, vsakdo naj reče priložnosti. Recite še enkrat, priložnosti. Sprašujem se, koliko priložnosti imamo, da bi bili dobri do nekoga in jih enostavno zgrešimo, zapravimo. Kaj ti vzame nekoliko napora ali žrtvovanja, ali pa smo preveč zaposleni in nimamo časa, ali pa sploh ne poslušamo tega, kar drugi pravijo. Torej, dokler so za nas odprte možnosti in priložnosti, bodimo moralno dobri do vseh ljudi. Ne samo, da smo jim na razpolago in koristni, ampak da storimo tako, da smo jim v duhovno korist. In to je to, rada imam to. Bodite pozorni, ali da neprestano mislite na to, ali lahko postavite svoj z namenom. Bodite pozorni, da boste blagoslov, še posebej tistim, ki so domači v veri. Tisti namreč, ki pripadajo Božji družini, ki so kakor vi, ki so verniki. Sedaj se lahko spremeni vse vaše življenje. Vsa vaša osredotočenost, ves vaš pogled in vaša perspektiva. Spremenilo bo vašo osebnost, če boste ob koncu rekli, Bog, hočem se spremeniti. Bog, hočem, da me uporabiš. Razvijati želim darove Svetega Duha in hočem biti dober z ljudmi, kamorkoli grem. In potem, ko ste dobri z 2 ali 3 ljudmi in se vam ne zdi, da dobite kakšno zadoščenje, vam bo hudič prišepetoval, kaj pa jaz, kdo bo naredil nekaj dobrega za mene, tedaj morate reči, Bog bo poskrbel zame. Ne utrudite se delati dobro, kajti ob času boste želi, če ne omagate. Bog poplača te, ki si prizadevajo zanj. In to je to, kar vas hočem spodbuditi, da storite. Prisluhnite ljudem. Ljudje vam ves čas govorijo, kaj hočejo, kaj potrebujejo in kako jih narediti srečne. Ves čas vam to govorijo, vendar smo mi tako zaviti v to, kar mi hočemo in potrebujemo, da njih sploh ne slišimo. Napravite si načrt, da boste prisluhnili njihovim potrebam. Prenehajte spraševati Boga, da stori stvari, ki jih lahko z lahkoto sami storite, vendar nočete. O Bog, ali bi mi lahko tole podaril, mislim, za njih, dobro. Kaj pa, če bi vzeli nekaj svojega denarja in bi šli in sami uredili stvari? Koliko izmed vas se strinja s tem? Mi molimo k Bogu, da bi napravil stvari, ki jih lahko z lahkoto storimo sami, vendar nočemo. Veste kaj? Dovolj časa sem živela in sem vedno hotela biti prava kristjanka. 33 let sem bila zelo marljiva študentka Božje besede. In sedaj učim Božjo besedo že 33 let in lahko vam povem, da sem vse mogoče preizkušala, da bi bila srečna. In pravzaprav je tole edina stvar, ki je delovala. Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če se boste ljubili med seboj. Prišli ste semka, da bi izvedeli, kako lahko izboljšate svoje življenje, da bi si zopet pridobili svoje veselje. Hočete vedeti, kako lahko greste skozi življenje? Ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, dobrota, prijaznost, blagost in samo obvladovanje. Vse to so stvari, ki dajejo odgovor na vaša vprašanja. Dopustite tisto, kar je pomembno za Boga, da je pomembno tudi za vas. Če se osredotočite na to, kar je pomembno za Boga, se bo On osredotočil na vsako potrebo, ki jo imate vi. Nancy je stara 2 leti
Ko je bila stara 3 mesece, je nekaj padlo na glavo in poškodba je zaustavila njen normalni razvoj. Ni se razvijala tako kot drugi otroci od takrat naprej. Vendar zaradi naše medicinske klinike, kamor je prišla pred 2 dnevoma in je prejela zdravila, prav tako je naša fizioterapevtka podočila njene starše, kako naj ji pomagajo z razgibalnimi vajami, kako jo naj vsak dan učijo in jo trenirajo. Sedaj obstajajo zelo dobre možnosti, da bo Nancy s temi zdravili in fizioterapijo lahko nekoč shodila in bo nekega dne premagala to poškodbo. Nancy in njeni starši so prišli z njo peš 2,5 dni hoda, ker so slišali za zdravnika in ker tako zelo ljubijo svojega otroka in mu želijo pomagati. Tudi midva sva starša, zato sva neizmerno hvaležna Bogu, da sva lahko prišla sem pomagati tem čudovitim otrokom. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Dragi gledalci in gledalke, prosimo, pišite nam, ali so vam všeč poučevanja Joyce Meyer in kakšne čudovite stvari je storil Bog v vašem življenju na naslov Exodus TV, Radovanova ulica 2, 2000 Maribor ali e-mail info@exodus.si. Naročila za DVD in knjigo sprejemamo na telefon 064 118 001. Predvajane oddaje so na ogled v arhivu naše spletne strani www.exodus.si. Hvala za pozornost in Bog vas blagoslovi. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.